Kaj je 30 let v zgodovini? Malo ali pa veliko, kakor hočete. Zgodovina ni statistika. Teh 30 let je zgodba o vseh nas, o tem, kaj vse smo doživeli. In marsikaj se je v zgodovino vpisalo zavedno. Kaj je zgodovina? To niso suhoparni podatki. Zgodovina so naše sanje, naše solze, naš znoj, naša odločenost in naša zmagoslavja. To bo v učbenikih. Leta 1995 smo bili mladi. Mlad narod v svetu, ki se je hitro spreminjal. Prav v naši prvi oddaji smo Sloveniji sporočili: Nov evropski skupni denar se bo imenoval evro. Za nas so bile to takrat sanje. Slovenija se je že v bistvu od same osamosvojitve potegovala za to, da bi pristala kot del Evropske unije. Mi pa smo si upali sanjati. In svet je to opazil. Slovenija can lead the way. 1. maja 2004 se je zgodovina, tako je kazalo, dopolnila. Zdaj je Slovenija prihodnost Evrope. In v žepih se je z letom 2007 tole spremenilo v tole. Nismo občutili te zadeve, ker je leta 2008 že prišla gospodarska kriza. Nimam za kurjavo, nimam za hrano otrokom. Kadar pade noč, svet potrebuje tiste, ki si upajo zajokati. Že štejemo v trgovini, imamo kupili eno bučko ali ne. Včasih je bil kosil, včasih pa ne, se probala s čim zamotati. Ljudje smo bili tisti, ki smo prižgali luč v temi. In to je nekaj, kar je postalo zaščitni znak naše države. Leta 2010 so po vsem svetu poročali o narodu, v katerem je več kot 10% vseh ljudi žrtvovalo svoj čas, da bi očistili svojo deželo. Bili so težki trenutki. Trenutki, ko nas je svet spomnil, da ne moremo ubežati svetovnim tokovom. Trenutki, ko je bolezen zarezala v naša življenja. Vse ljudje danes pogovarjajo, ja, to se je pa zgodilo pred korono, oziroma to se je zgodilo po koroni. V bistvu gledajo korono kot neko vojno. A naš neukrotljiv duh je ostal. Ko je narava pokazala zobe, pa naj je ogenj grozil krasu ali voda velikemu delu države, koliko ljudi je šlo pomagati. V 30 letih smo dokazali, da znamo biti junaki. Nekatere med nami danes slavi ves svet. Druge najdete čisto blizu vas. Nam pa je bilo v čast, da smo bili 30 let del tega. Z vami smo.